Tole je moj najboljši trikov iz prezentacij, ki ga praktično nihče v Sloveniji ne obvlada, ali pa se zmoti, ali kakorkoli tudi sam ima že težave s tem. Namreč gre za to, ko predstavljate več stvari, več alinej na istem ekranu in potem večkrat pogledate na ekran. Kaj ne smete storiti? Poglejmo, kaj je najprej težava. Razlagate eni alineji na ekranu, pogledate, pa berete naprej. In poveste v reklam, roko spustite, tako naprej. Potem še enkrat pogledate na ekran, pa še recimo nekaj še razlagate o tem, ne veste točno, da je treba še enkrat pogledati, ali ne, malo ste spozabili, malo ne vem kaj, pa še mogoče da tretjič pokažete, tole ja, in potem je zadeva končana, in lahko gremo na naslednji ekran. Kje je težava? Ste dobili občutek, da znam to zadevo ali ne? Verjetno ne. Pomislili ste, da blifiram, pomislili ste, da se nisem pripravil ali pa enostavno tega ne obvladam. Je pa zelo enostavna rešitev, tudi če morate za nekom imeti prezentacijo, pa sami mogoče ne poznate dobro, skratka, da roke ne spustite. Zdaj gremo pa pogledati, kako to izgleda bolje. Se pravi, razlagate nekaj zadevi, pokažete na ekran in potem naprej razstavljate. Roko ne spustite, ker je še pomembno, povedamo še nekaj drugega o tej stvari. Potem gremo semle, potem povemo še o temle, tudi to je pomembno za našo dejansko situacijo v podjetju in tako naprej. In najbolj bi pokazal še to, da je tudi tole pomembno, zato ker potem lahko nadaljujemo s tem in se skratka spustimo naprej in gremo naprej poslovanje. Ste ugotovili zdaj rešitev, ne? Kaj je bilo? Skratka, kako govorite, ko razlagate alinej, ne spuščate roke dol, ne? Vedno, ko boste morali pogledati na isti ekran, vedno torej še pustite roko, da više spustite še na koncu, ko veste, da ne boste še na ekran pogledali. In da ni tudi tega, da bi sam tole počeli, ne? Sam tole, pa tole, pa tole, pa tole, ne? Tudi spremenite malo položaj roke, ne? Se ste opazili, kaj sem naredil, ne? Najprej sem naredil tole, pa še roko držal gor, potem sem dal mogoče malo spremeniti položaj takole, ne? In ker sem da moram še tretjič pokazati na ekran, sem še malo spremenil recimo s prstom. Šele potem sem roko šel od sebe in ker ne potrebujem več roke na tem ekranu, je počasi lahko to spustim in razlagam naprej. To je vsa umetnost in če boste to dobro obvladali, boste pripričali tudi tiste, ki dejansko vedo, da sami o tem ne veste veliko, ali pa se boste izbrali za prezentatorja namesto nekoga drugega. To naredite in bo vaša prezentacija precej bolj prepričljiva. Hvala, vse gelinc in dobre prezentacije v življenju.